Dobro jutro, dragi moji, oziroma živjo. Pozdrav soncu, ste kaj naredili danes? Ja, ne vem, sem vas opozoril, da je fajn narediti pozdrav soncu. Ja, ste ga mogli zato, ker ste šli v službo. Ja, se res, ja. Ja, sistemu greste še malo služiti, a? Pametno, kar vzdržujte ga. To je super. Dlje, ko boste delali za sistem, dlje bo živ. Jaz sem vas večkrat opozoril, delajte na sebi in za sebe, a ne? Pa kar ne, ja pa ne morem, Matej, pa to se ne da, pa to ti misliš, da se da, ker sem neki flancat v ljubezni, pa živeti, pa tako. Da se preživeti v mnogo skromnejšem okolju in delovanju, kot nam ga je sistem probal dopovedati. Sonček, da se vrnem nazaj na pozdrav soncu. Sonce je treba vsako jutro srečati, mu reči dobro jutro, živjo, in to pomeni, da vstaneš dosti zgodaj. Pri meni je ura 7:15, pa sem že kavico spil, tle sem že par stvari pripravil, zadnji sem vam slikico pripravil, celo slika dela, a ne, iz prve. Tako da vstajam zgodaj, ja, in svetujem vsakmu, da začne vstajati zgodaj. Saj ta ritem se da hitro obrniti, ne boste mislili. Pravzaprav jaz se čudim ljudem, da sploh lahko spijo, da se zbudi človek ob 9, jaz si sploh ne znam predstavljati, kaj vse je človek do 9 že zamudil. Zame se pravzaprav, jaz imam slabo vest, če bi se zbudil ob 9, pa se nisem že dolgo časa. Ja, včeraj smo imeli končno nedeljo zvečer, ne, in te nedeljski večeri so kot zakleti, a ne? Jutranja nedeljska jutra se mi zdijo bolj simpatična, tako da se mi zdi, da včerajšnji jutranji napovednik ipak ni bil tako za šalo. Mogoče bomo pa res v nedeljo zvečer delali zjutraj, v nedeljo zjutraj, a ne? Bomo videli, pravzaprav bomo probali, ker večerna srečanja imajo toliko enih tehničnih težav, ne. Ampak po svoje pa ni s tem nič narobe, a ne. Imeli ste možnost videti, jaz sem pustil oba videa, za tiste, ki ne veste, prižgal sem se, pa ni bilo slike, samo je bil ton. Čuje se, a se ne vidi. Mogoče pa to krasen prikaz, da bi načeloma lahko delali tudi brez slike, a ne. Torej, obstaja komunikacija izključno z zvokom, brez slike. Sicer pa, a ne, je bedna slika brez zvoka. Ja, res je. Zvok in slika kot se šika, in televizija je naredila svoje čarule, rekla, kazala, pa še sliko pokazala, ampak vse to so nam naguzili kot en velik fake, kot eno veliko prevaro in laž. Televizija je ena velika laž. Videli smo še to, kako izgleda tehnično ozadje nekega streaminga. In to tehnično ozadje tega streaminga mogoče vam tudi pokazuje, da je vse pristno, kar počnem, da ne fejkam ničesar, ne zvoka, ne slike, ne manipulacije, vsebine, a ne, ker ne govorim nič takega, kar bi bilo lažnivo, vendar izključno o miru, ljubezni, o vsesplošnem dobrem. Ja, no, prvi video je bil tehnična priprava, drugi del je bil pa, sprostitev, pa tako sem bil utrujen, ampak vseeno, kjer je volja, je tudi pot, očitno je tudi to okej. Ampak ja, moja glava je najlepša zjutraj, v glavo nisem tako lep zjutraj, sem tak kalusi, kar smeti poberam iz glave, ne. Zjutraj moja glava funkcionira najčistejše, brez motenj okolice še, ker jaz grem rad med ljudi, rad se pogovarjam, mislim, tam, kjer živim, bom živel po ta novem, sem z Lucy, pa z Alenko, pa z Lino,
pa še s kakšnim prišlekom debato. Sicer pa, ker sem v Cerknici, pa grem rad na kavo med ljudi, da jih opazujem, sicer z njimi interakcije ne maram prav dosti. Hočem reči, da največ imam od sebe, dokler nimam stika z okolico. Mogoče to tudi en dober pokazatelj, pa dobra stvar za vas, da tudi vi začnete prakticirati, kaj v svoji glavi že sproducirate, preden se usedete v avto in greste med ljudi. Kako me zdaj ta sonček švasa? The best, jaz ga imam rad sonček, jaz ne vem, kako ga vi spremljate skozi sončna očala. Očala proti soncu v bistvu, Super, kaj je lepšega, da ne boste sonca videli. Čak sem bom vseeno zaprl, ker tle imam pa sliko. Sliko heca, a ne, čakaj, bom pred. Jaz naredim blendo, to se reče v televizijskem svetu, da sem blendo zaprl, ne. Mečkam sem blendo popravil, ker sem jo klinac. Upam, da imate tudi vi kakšen tak sonček jutranji, da vas pritisne kaj v bučo. Le zdaj vam pa režice. Zdaj bom pa lepši rato. A me vidite zdaj bolj celega. Super. Skratka. Včerajšnja tehnična napaka je prikaz tega, kaj se v ozadju dogaja. Tudi na televiziji je mnogo ljudi, kjer skrbijo za to, da so stvari v piko. Kjer je človek sam za vsebino, video, audio in vse tipkarske stvari in tudi za promocijo, je pa pač tako, kaj je, a ne. Pa se nas je se že zberamo ptičice skupaj, kjer si pomagamo na tem področju in pričakujem tudi od vas, če ima kdo kakšno idejo, angažmaja, dobrodošli. Širimo se, da bomo lahko drugemu pomagali z bolj realnimi primeri. Eno je moj primer, vi imate svojo zgodbo, Jože svojo, Marička svojo, Andreja svojo. Te zgodbe bi rad dal, da v bistvu jih dal na en kupček, eno grabek, sem rekel, da bi tisti, ki se bodo začeli prebujati oziroma se začenjajo prebujati, dobili svoje, bom rekel, podobne zgodbe, da bodo ugotovili, da so njihove zgodbe niso osamljene, ampak smo vse duše, ki smo na tem planetu, bom rekel, izhajamo iz pravega semena, da smo vsi bili zatrti, da smo vsi bili pritiskani ob tla z namenom, da ne bi preskočili tega mindseta, tega, bom rekel, resurrectiona. Preporoda v nebovzetja oziroma preboja zavesti v pravo širino oziroma v naše prvotno stanje. Obdobje, v katerem se nahajamo, je ena velikanska čistka, to sem že večkrat povedal, in po drugi strani gre za unfold, se pravi razkritje resnice, kaj se je v resnici dogajalo na planetu zadnja tisočletja oziroma v čem smo živeli. Mi po večini, najverjetneje zdaj bom rekel 99%, nismo vedeli, da gre za tako razširjeno pedofilijo, trgovino z otroki, z ljudmi, z organi, s krvjo, z adrenokromom in da se pod nami odvija en gromozansko velik svet. Vse to je bila skrivnost, za katero so vedeli seveda člani kabale in predvsem znane osebnosti, razni športniki, razni glasbeniki, filmski igralci, bom rekel, vsi uspešni ljudje sodobnega sveta so bili člani kluba kabale, društva kabale, jaz ne vem, kako ćemo reči, in vsa ta društva, organizacije, zveze, vse to nakazuje na neko grupiranje, povezovanje, ampak povezovanje kabale, ki je delovala proti čistim dušam in nazadnje tela to cepivi Ferderbat. Zdaj, ta cepiva, tam sem že govoril, da mogoče niso tako zelo nevarna, oziroma da so smrtno nevarna, tudi to smo že obdelali. In porikali, se pravi, življenje na zemlji bodo končali tisti, ki se ne bodo pripravljeni sami sebe spremeniti. Tudi cepiva imajo rešitev, se pravi, cepljeni ljudje imajo možnost preživetja, vendar ta cepiva delujejo, zdaj boste rekli, Turšič, zdaj si šel pa čisto maloro, vendar na dušnem nivoju mora človek se soočiti samim sabo in se skesati, oprostiti sam sebi svoje grehe.
šele takrat se da pomagati na nekaj različnih načinov, ker se že najdejo ljudje, so že ljudje tukaj, ki se s tem ukvarjajo zares in pomagajo ljudem fizično se očistiti cepiv. Takšnih in drugačnih, kot tudi zdajšnjih. Širina zavesti je nujno potrebna za novi svet, zaradi tega, ker novi svet ne bo preživel te majhnosti, te togosti, ujetosti, sledljivosti, ali pa z eno besedo nebolotike. Ne? Mi vsi smo živeli v brezveznem cirkusu, ki smo ga vede, nevede, hote, nehote podpirali. In zdaj, ko ga manj ljudi, ki ga podpira, ta sistem, ta cirkus, prej ta šotor se sesuje sam vase. Ne? Super, dajmo ga skenslati, ker tak, kot je, ni vreden ničesar. A je Trump tisti, ki nas bo rešil? Ne, ni. Da smo si na jasnem. Očistiti in srečati se samim sabo se bo mogel vsak sam. Da se človek sreča sam s sabo, mora iti čez eno najverjetneje najtežjih nalog, in to je naloga, da razbije, uniči, potepta in zavrže svoj stari ego. Ego, ta je neka izmišljena lastna identifikacija. A ne? Jaz sem fejst, jaz sem priden, jaz sem hud, jaz imam avto, jaz imam bajto, jaz sem in sploh, jaz sem tata mata. A v bistvu to ni res. Od spodaj je še vedno usrane, prestrašen, pogumen zaradi tega, ker ima cash, prav brihten ni, ker je delal, bom rekel, grde stvari, pa ne zdaj vsak, ne. In ta ego je neuporaben, zato ker duša je duša, ego je pa stvar identifikacije uma. In to ni eno in isto. In ta ego je treba zlomiti. Ja, in tudi jaz sem ga lomil in zlomil in vam povem, da gre za bolečino. Greja, bolija, ke pes, bolj ke zob. Ne? Na zobobolni najbrž nič v primerjavi s tem, tudi porod najbrž ne, ampak glej, ne gre za fizično bolečino, gre za psihično, neko mentalno, neko notranjo bolečino, ki nima veze z bolečino. Mogoče bi včasih človek raje rekel, daj klofni me, bom lažje preživel, kakor da bom ego strl. Tle se nekje, ne da se pričakuje, ampak se že dogaja, mnogi pravzaprav samomori, ker ljudje ne zdržijo tega notranjega pritiska duše. Ne? In zdaj smo na začetku, Turšič, kje imaš ver, to se pa ne vidi. Ja, duše ne moš videti z očmi, ne? Da se jo pa čutiti na kocinah, da se jo pa čutiti tako kot orgazem, pač ne da se ga videti, ne? Kako izgleda, kvadraten na krogu, zelen, oranžen, ne da se ga, eto. In tle zdaj v bistvu vas probam nekako pripeljati do točke, kar vidim, to obstaja, kar pa ne vidim, pa ne obstaja. Pa to ni res. Dajmo se zavedati, da to ni res. Tudi sonca po noč ni, pa to še ne pomeni, da ne obstaja. Ne? In jaz sem večkrat rekel, preko trnja do zvezd, preko bolečine pridemo do dušnega napredka. Dokler živimo ko bubrek v loju, duša nič ne napreduje. Ne? Nič ne napredujemo, duša. Ne napredujemo k temu, da bi prišli do svoje duše in to dušo živeli. Le kako lepo vodika teče. Ojoj. Jaz imam tako rad te stvari, voda, ampak tole je mičken hladno okolje zame. Jaz imam raje mičken toplejše, pa raje malo manj vode. No, ja. Oboje je super. Narava je prečudovita in mi smo narava. Ok, preko bolečine vedno nekaj pridobimo, ker to pomeni, a veste, kad bi človek rekel, avto mi je crknil in zdaj moram ta avto na poti nekako zrihtati, štala, bed, ampak to pomeni, da si se ustavil, to pomeni, da obstaja možnost, da si srečal nekoga dobrega, da obstaja možnost, da si zagledal nekaj lepega, takrat, ker si se ustavil v tej podgani hrčkovi derki, kjer mi konstantno nekaj derkamo.
ne moremo ujeti lepot, a ne. Če hodiš ti v službo, ne moreš še zagledati takih sončnih vzhodov. Ja, Turšič, kako pa zdaj brez službe? Dragi moji, milijon je možnosti za ujeti stvari, ki jih potrebujete za preživetje. Če pa zahtevate vaše življenje, vzdrževanje jahte, prevelike hiše, prevelikega avtomobila, seveda pa morate hoditi v službo, da vse to vzdržujete. Moje življenje taborniško ne zahteva prav nič dosti več. Seveda mi je všeč, ker smo skozi naročnino prišli do tega, da lahko delujem tudi od daleč za vas še boljše. Višče manje investiram sredstva ves čas naprej. In še jih bom od vsega, kar dobim, investiram naprej, zaradi tega, da bo vse več vsebine namenjeno ljudem, ki potrebujejo pomoč pri prebujanju. Okay. In jaz sem se preselil na prostor, ki je namenjen izgradnji skupnosti, ne? Zdaj pa bom jaz prišel do osnovnega. Naslov videa sem rekel, da bo skupnost, nova skupnost nove zemlje, recimo, da bom tako dal, nekaj takega, evo. V kratkem pričakujemo razlastninjenje vsega premoženja, ki je v lasti cerkve in državnega premoženja. To pomeni, da bo na razpolago mnogo zemlje, ki bo prišla v roke ljudem. Kaj se bo zgodilo s privatno lastnino, ne bi hotel zdaj špekulirati, ampak že če cerkev pa država nimata več premoženja, pa je to premoženje pripada ljudem, potem je na razpolago v tej naši mali Sloveniji dovolj zemlje za vsakega. Za vsakega 1 hektar, na 1 hektaru vsak človek lahko pridela dovolj vsega za svoje preživetje, pa ne samo svoje, za preživetje 4-članske družine. Seveda, če človek rabi jahto pa prasca, da ga bo žrl, pa ne vem, bizonovo meso, pol to najbrž ni to. V bodoče pa itak meso odpade. Kaj pa je? Češ pa jabolka, krompir, zelje, fižol in koleraba in že je lahko tega zadosti, če človek zna tam živeti. Kaj me zdaj tu sonce heca, mislim, da popenaš, mislim, malo tako dela, svetloba gore dole. Ok, in zemlje bo dovolj. Na tej zemlji se da narediti hiške, enostavne, take hiške prekrasne. To so skupnosti, o kateri sem jaz že govoril, te hipi scene, zastopaš, ker drugmu pomagamo, hiško narediti, jaz tebi, ti meni, jaz znam vodo, ti znaš elektriko, Jože zna les, Andreja zna pa barvati pa narisati kaj. In imamo lahko čarobne hišice, v bistvu zelo hitro. Materiala je dovolj, v bistvu ga je preveč, sploh ti gradbeni materiali, ki so zdaj na razpolago, so ena velika banana. Jaz si sestavljam v glavi mojo bodočo hiško, ki bo taka lesena, lep porč bo imela, teraso, obrnjena na jug, zunanje peči, letna kuhinja, izhod na vrt. Vse to imam jaz že sliko v glavi. Zakaj sem vam to opisal? Predstavljajte si vi svojo lepo lastno mikrohiško, ki ne zahteva ne vem kakšnih kapacitet, ne. V tem trenutku sem v hiši s 300 kvadrati sam in kaj naj tam počnem? Pucam od zjutraj do zvečer. Ne bom. Ni mi v interesu, ker to ni nek point življenja, da bom jaz čistil kot divji. Ok, zemlja bo dovolj. Vizijo že mnogi imamo. Naslednja stvar, ki pa je v bistvu ključni problem, ni problem, ampak ključna stvar sodobnega sveta pa je skupnost, živeti v skupnosti, čakaj se sem, tako ja. Učenje tega, mi se bomo morali naučiti, kako živeti v pravi skupnosti, ne. Nova skupnost ne bo delovala na način, jaz sem šef, ti si pa moj zaposlen, jaz sem župan, vi ostali ste pa moji neki, jaz nisem tle vodja nekega nečesa, vi pa ste drekci pekci. Ne bo, ta scena zagotovo ne. Skupnost bo delovala drugače. In mi ne vemo sploh, kako naj družba deluje. Ja, pa vemo. Na pristnih odnosih. Čemu strah in čemu sram? Ja, neću čekati ni dan.
ga lama zove, ali neču s njom. Idem tamo, gdje je sve pomoć, da ne poludim. Vse nam je povedala, Jinx. Vse so nam povedali. Neču jer in ne vidim. Dajte se, joj, kakšne lepe stvari imam za vas, pa štimane, kar kocine me ga pomarca, vidite zdaj kocine, pentiš. Nova skupnost bo od nas zahtevala predanost drugemu, predanost samemu sebi, spoštovanje sebe, drugih in narave, spoštovanje zasebnosti in osebnega prostora, spoštovanje naravnih zakonitosti, biti z naravo. Zdaj, ne more se vse opravljati v vsakem vremenu. Ene stvari se lahko opravljajo v dežju, ene stvari se pa ne morejo v dežju opravljati. In ene stvari se morajo na soncu, ene se pa ne smejo na soncu. Hočem reči, da je treba z naravo živeti. Mislim, jaz vremenske napovedi ne gledam, zato ker pogledam v nebo in vidim, ali pada ali šajba. Druge ni. Ker nima veze, ker tokrat sem se že nasmolil na te napovedi, joj, bo dež pa ovo, pa popoldne možne nevihte do 40% ali pa 60 bo od 4 do 5, mislim, idi v rit, pa ni bilo nič. In meni so te napovedi spremenile plan, sem rekel, ok, bom jaz to naredil, pa sem zna biti dež, pa ne bom. Klinac, klanac, nič ni bilo od tega, ne. Tako da, jaz tudi vremenskim napovedim ne verjamem več, verjamem. Ne polagam pažnje in ne kreirajo mojega življenja. Ne poslušam prometnih poročil, ker jih ne rabim, ker če je gužva, če jo pa ni, ne. Zdaj na Google Maps pogledam, če je kolona ali jo ni. To je vse, kar je. Mislim, zdaj sem se navadil, preden kam grem, da enostavno te stvari prečekiram, čisto iz tega, da sem na varni strani, ne. Jaz upam, da ne hreščim kaj, tlele imam neke signalčke. Nova družba bo delovala na daj, dam. Ti znaš šivati, jaz znam vrtati. Evo, jaz ne znam šivati, ti ne znaš vrtati. In kaj drugemu pomagava? Roka roko opere in mi pomaga. Ne, opere pa ne. To so delali pa prasci kabalski, da so drugemu hrbet krili v svoji druščini, v svoji zvezi, v svoji organizaciji, a ne, pemtiš, ko mi vroče ratuje. Ne, saj super, crkuje vse eno za drugim in meni ni nič vroče. Njim je res vroče in panika v njihovi družbi se veča, zato ker nas sovražijo iz globine srca, mislim, iz tistega, kar ne bi tam bilo. Mislim, tistega, kaj tam je namesto srca, ker srca ni. Zaradi tega nas sovražijo, ker vemo za njihovo igro in njihova igra propada izključno zaradi tega, ker smo jo razkrinkali oziroma jo iz dneva v dan odkrivamo. Pa nismo še prišli do konca, veste, še imamo končni reveal, revelation, ali sem prav rekel. In v bistvu se vsi veselimo tega dne, vendar kdorkoli čaka na ta dan, da bo pa takrat lažje, ne bo. Lažje vam je zdaj. Uživati glasbo, uživati življenje, uživati kosilo, uživati ob kavi, če jo pijete, uživati ob čaju, uživati ob sončnem vzhodu, uživati ob tem, ko vam veter piha, uživati, kadar se fliknete v vodo in uživati, kadar se pogovarjate. V komunikaciji z ljudmi, v interakciji z ljudmi bodite pozorni. Narcis vedno hoče imeti glavno besedo, on ne posluša vaše zgodbe, niti ga ne zanima. Ne zanima ga rešitev, zanima ga konflikt, ne zanima ga odgovor, ampak želi biti v ospredju ves čas te debate, želi biti, on vzame si to, on ne spoštuje ničesar razen sebe. V bistvu pa se počasi čedalje bolj zavedajo, da blebečejo bedarije in da v bistvu njihova gluma nekako ni zaigrana dobro. Kaj da bi rekel v gledališču pol, ko si končal predstavo ali pa nastop, rečeš, mater, tole pa ni bilo najboljše. Tudi bolj sem že zašpilal. In to se jim zdaj dogaja, žal. Oni so glumci,
Jaz sem rekel, kar seješ, to žanješ. A jaz sem to rekel. Ne, nisem, jaz sem ponovil. Kar seješ, to žanješ. In ljudje so sejali eno veliko sranje. In kaj bodo poželi? Dober tek. Jaz vem, da moji nameni so bili vedno čisti in iskreni, a sem lahko izpeljal fizično ja ali ne, to, kar sem obljubil, je druga stvar, ampak namen v štartu je bil vedno dober, da bo good meni in tebi in tebi. Seveda, v tem sistemu jaz nisem mogel uspeti, mogel. Jaz bi bil že milijonar, če mi ne bi pomagali teh milijonov ubiti, ne. Ampak hvala Bogu, mogoče sem hvaležen, da so se stvari ustavile, ker zdaj dosegam ene višje sfere, kakor bi jih, če bi takrat začel služiti milijone. Pač imel sem en modularni vrt, ki sem ga hotel prodati v Rim na balkončke in vsak balkonček v Rimu ima ne vsak, 10% balkončkov v Rimu ima moj vrtiček in jaz sem milijonar. A si vi to predstavljate? Čist simpel fora, brez veze, dile prav obdelane in to je to. Hočem reči, možnosti za dobiti denar je kar nekaj, ampak ni point denar, point je, da zgradimo notranjost, da najdemo svojo dušo. Ne vem, če ste ujeli, duša je nekaj, kar je... Naša duša je večni otrok. In ta večni otrok je, predstavljate si, 14-letna deklica. Čista, navihana, in ona hodi po raju, ne? 14-letna deklica, ki hodi po rajskem vrtu. Tukaj je jabuček, tukaj je vodika, tukaj imam pa travico, tukaj se pa rožice nabera. Ona išče samo ene lepe stvari. Ona ne pozna strahu, ne pozna prevare, ne pozna manipulacije, ona ne pozna grdobi tega sveta. Za njo je vse lepo, a ne? In to duša je, vsakem od nas vzdržuje otroka. Samo sistem je rekel, odrasti že enkrat. Zakaj? Ne, jaz hočem biti duša. Ja, 6000 let smo rabili, da smo iz te 14-letne deklice zgradili bojevnika, pravzaprav ne bojevnika, ampak zaščitnika. Ta 14-letna dušica, 14-letna punčka zna reči, hopa, ti pa ne boš se v moj vrt. Ne? V tem kontekstu. Ne boš stopil noter pa pika. Ja pa bomo. Ne pa ne boš. Pa mi bi hoteli. Ja pa hočeš, ne moreš, to je pa moje. Ne? Ta v bistvu grdi sistem pa tudi ni zdaj glih s puščico zmeri, da te bo s kladivom po glavi ali pa s puško v glavo. Ne? Ne. To so v bistvu neke butaste zveri, ki so v bistvu prestrašene, in niso prav brihtni. Zdaj v bistvu mi se moramo samo zase postaviti in vam garantiram, da ko se boste stoično dali, vam boste videli, kako sem bil jaz, butelj sem se bal teh nekih, kaj da bi rekel za karneval pri nas, kaj da bi se bal na čarovnice, ki je traktor noter zaparkiran. Veš, kako velika čarovnica, ja, nič ti ne bo naredila, pač traktor dela, noter, mislim. Ko enkrat spoznaš, da so te sistemske zveri, težko razlagati, veste, kako naj zdaj vam rečem, ne se bat strahov, ki so umetni, notih nič ni, kako že noč so votli, okrog jih pa nič ni. Skratka, morate imeti stoično držo, pa biti bojevnik, zavedati pa se, da tisto, kar ste noter, pa ste en avanturist, ker je skozi nekaj novega, ne, 14 let stara punčka, ko sem zagledala, to lepa hiška, le kaj je noter, kakšen lep kavč, pa kako lepa lučka. A si predstavljate to sceno in bodite, in to nisem si jaz zmislil, to sem nekje prebral in se s tem popolnoma strinjam, da znotraj mene je en tak zvedavček, ne, uživalček, mislim, ko skočim v vodo, jaz v njej uživam, ker jaz očistim nekaj, bom rekel, v naravi, očistim, jaz obrezujem leske, a veste, tisto, kar je suho, pač daš stran, ne, da bo leska lepa. Isto velja za hrast in isto velja za vrtnico. Rad imam rastline, ker tudi rastline spadajo v moj svet. Torej, nova skupnost. Prostor je, vizije so. Vse, kar ne znamo še, ker nimamo prakse, je izgradnja odnosov. Drug do drugega, živeti drug z drugim. Brez tega, da jaz dam na mizo kruh,
prvič, drugič, tretjič, 10, ti pa prideš sam žrt in ne daš nazaj nič. Če ne daš nazaj nič, potem nisi pravi za družbo, a ne? Ker pravi ljudje vedno dajemo, a ne, od sebe vedno dajemo, nikoli ne računamo, koliko bom zdaj pa pridobil, če dam jaz na mizo to solato, koliko bom od nje pridobil. Jaz ne gledam tako na stvari in pravi ljudje tako ne gledajo na svet, ja. In ta družba zagotovo bo potrebovala nekaj vzgoje, nekaj učenja, nekaj dejstev, in tega se bomo mogli naučiti, a ne? In se bomo, z veseljem. Jaz sem prvi v tej skupnosti, ki jo je Alenka si zaželela, da bi bil prvi. Najbrž prvi pravi. Ne se opravičujem vsem, ki so tam si okupirali svoj prostor in skupnost nehali dajati. Pač Alenka ponudila prostor, vsak si lahko naredi svojo hiško, vendar sodeluje v skupnosti. Ljudje hiško so si naredili in skupnost zanemarili. In ne bodo še te stvari tako naprej, zagotovo ne, ker ipak je zemlja od Alenke, pravzaprav je božja. Ne? Vas bom povabil. Mislim, saj vas že povabim. Tam ne pričakujem, tam so se že izlile nore zgodbe in smatram, da se bodo še. To bo en tak filter, kjer narcis ne bo mogel peljati svojega filma in narcisa prepoznamo z L-O-H-I-T-R-O. To uvednost, ker smo se narcise naučili brati. That's the way I like it. Mičkene divji komad. Upside down. Čakaj, zdaj sem peletel glih na nivo. Freddy ne moreš nikoli faliti. Dobro, dajmo počasi mi končati. Torej, skupnost, kako živeti v skupnosti, o tem se bomo mogli učiti veliko, mnogo. In seveda ni moje znanje ultimativno, zaradi tega, ker jaz sem eden, jaz nisem skupnost. Skupnost bomo formirali skupaj, vsak s svojim pogledom. Bomo preformatirali, bomo potem prediskutirali, kaj je kul, pa kaj ni kul. Ne želim postavljati nobenih pravil jaz, ampak nekje neka osnovna nepisana pravila pa že obstajajo. V novih skupnostih ne bomo potrebovali božjih zapovedi napisanih, ker so že vcepljena noter v srce, da pa 14-letna punčka ne ubija, ne krade, ne laže, ker ne ve, da je to sploh potrebno, a ne? Nima potrebe po še več, zato ker vse že ima v rajskem vrtu in zemlja je rajski vrt. Uničen strani narcisov sistema oziroma drakonov, ki so nam nadrakonili oziroma odrekali planet na celi fronti. Watch the water, opazujte, kaj se dogaja z vodo, tudi dež že pada konkretno, pa še zmeraj so zaprte vse pipe, ker kao vode ni. Voda je voda, sam je uničena, je zaprta, dostopi so nam oteženi, še tisti zver, ki pa najdeš, je pa enkrat opozoril zraven, kako jo ne preveč tankati, ne, mislim kar neki. Pijte vodo, ker jo nujno rabite. Ok, iščemo mir. Ta mir. V miru grejo vse stvari hitreje. Bro, to je eden izmed mojih kvotov. V miru grejo vse stvari hitreje. Kaj s tem mislim? Kadar si v miru, ti trezno razmisliš o stvareh, uporabiš vse možne aspekte, o njih razmisliš, nihče jih ne interrupta, ne zmoti, lahko v miru razmišljaš o vseh aspektih in potem kreneš storiti to, o čemer si razmišljal. Storiš pa tisto, kar se ti zdi, da je potrebno, zato da bo tvoje življenje malenkost lažje na tem področju, pa na unem področju, pa na tretjem. Mi smo bili zašraufani, da rabimo samo denar, sveta vladar in smo se ujeli. Kadar boste v miru, boste ugotovili, da se da ful stvari narediti. Jaz sem vam dokaz, da se v 4 mesecih da narediti marsikaj. Mogoče še ne vidite vsega, jaz imam v glavi vse stvari sestavljene in bom sam še izplunil, zato ker vem kako. Želim, da ste v miru tudi vi. Če niste, se morate umakniti iz nemernega okolja, iz nemernih odnosov, iz nemernega načina življenja.
nehajte pomagati sistemu, da stoji, nehajte se obremenjevati z medicino, ker ne obstaja kot medicin, kot do nekaj dobrega. To so drug dealerji, uničevalci zdravja. Prav zares, jaz sem zdravstveni tehnik, zato lahko trdim, da sem že takrat nanjušil, da nekaj smrdi, zdaj pa to postaja očitno. In bežite stran, pejte se zdraviti z naravnimi stvarmi, ne verjemite vsakemu šalabajzerju, da ima za vas čarobne kapljice. Dajte malo pogled, za vsako bolezen rožica raste. Evo, to je rekla Pehta in kdo še. Skratka, dajte razmišljati v tej smeri. Ja? Kaj imam, jaz imam še nekaj za vas, poglej zdaj to, 3-4 zdaj. Hold the frequency of love. Držite frekvenco ljubezni. Visoko vibrirajte, to je ljubezen, ona je vse prežemajoča, ona dviguje kocine in te kocine probajte vzdrževati čim več časa. Jaz jih namensko prožim, jaz jih znam prožiti namensko, kocine, dvignite se, ne čez glih tako, ampak znam priklicati ta občutek, ker ga pač toliko časa treniram, pa tudi vam probam dopovedati, dejte se kociniti, ampak ni to edina slikca, ki jo imam še eno, to je znak. Ne potrebujete na silo narediti ničesar, da se bo zgodilo, ne? Ampak samo preživeti morate, imeti vero in opazovati, kako se stvari odkrivajo popolnoma perfektno za vas. How I wish you were here. Ne kot oseba, kot love. Kot ljubezenska vibracija, ki se odpira in zapira. Meja so jo 5-krat zaprli. 6. mi jo ne bojo več, nikrat više. Gotovo. Jaz sem iščel iz sistema, učim vas, dajte spizditi iz sistema tudi vi. In to čim prej. Kam? Najprej v samoto. Najprej v osamo, da razčistite pri sebi, kdo ste, kaj želite in česa niti pod točko razno niste pripravljeni več sprejemati. To je to. Govtati, prenašati, še tole, pa sej bo pol mer. Ne bo, nikoli ni bil in tudi zdaj potem ne bo. Tako da dajte razmisliti, če živite z narcisom, mu morate dati čas, da se on sestavi in najde, kdo on je, in tudi vi morate pri sebi očistiti tisti košček narcisa, tistega egota, ki ste ga ustvarili, ga zlomiti in to je to. Mogoče pa je narcis, večji ko je narcis, večji je ego, oziroma večji ko je ego, večji je narcis. Mogoče bomo prišli do tega. Ugotavljamo, razglabljamo, vemo, da so to toksični ljudje in ne morate biti v bližini njih in se iti, bom rekel, duhovnega razvoja oziroma širitve zavesti. Ta duhovna rast najrad uporabljam, ker se raje poprijemam kekec je good, pa on ni nikoli govoril o nobeni duhovnosti. Ne? Imejte prečudovit ponedeljek, jaz upam, da želim vam, da ste čim bolj mirni, da ste čim bolj veseli in da čim bolj radostno uživate vse, kar počnete. Upam, da počnete stvari, ki jih počnete radi in da že razmišljate, kakšen bo vaš naslednji korak v pozitivo. Ne se držati negativnih misli, ne se obremenjevati s preteklimi travmami in dogodki, rajše razmišljajte pozitivno, kako je lep sončni vzhod, kako je lepa pesem, ki jo slišite, kako lepo šumi veter. Vi ste narava, ne pa mesto, bežite ven iz mesta. Vsi ljudje hitijo, tle sivi beton, tu kaj merje, tu nihče nikogar ne pozna, vsi ljudje hitijo, nekje živijo. Ja, v tem kontekstu. Imejte se prečudovito, bodite sami svoji in verjemite vase. Rad vas imam, ljubljeni ste od višjih inštanc. Vse dobro vsem. Čau.